Jaz sem sanjal, ponedeljek sem utekel, jaz sem celo noč v torek sanjal, da moramo v sredo spet teči. Meni bo to izreden napor. Danilo, sem rekel, to danes tako leti, jaz bom zmagal, pizdarja. Zmagal, do 50 km, pa je šlo pa samo še na dol. Tam priješ pa v nek vakuum, ki ne slišiš nič več, ampak samo greš. To je pri meni pač Jerica, ki je nekje zmer v zadnji, pa malo žuga, takrat jaz rečem, da mnehu, ne pa požuga, pa prav teč. Spoštovano občestvo, draga publika, ne boste verjeli, zadnja oddaja letošnje sezone, podcast za Gred za tek in prav poseben gost. Rekel sem vam eni od prejšnjih oddaj, da bom povabil nekoga, ki ga boste sami izbrali in kar 30. predlagali, zato z nami in z vami danes, spoštovani in spoštovane, Frančišek na past, domače Frank, ali kot vidite tamle spodaj, Francesco Mizarjev sin. Živo, Frank! Zdravo, lepo zdravo sem skupaj, zdravo tebi, daleč nekam se rekel oziroma pod Storžič sem se zapomnil. Jaz se pa javljam z vikenda po četrtku, kjer so se z Jerico teh zadnjih par letošnjih bil oziroma on-off naprej. To je edino pravilno, ne? Zato vprašanje, a si danes že tekel, ne bo sledilo, Ne, danes še nisem tekel, ker sem se ene pol ure nazaj zbudil iz 2-urnega spanca, sem pa včeraj ob 10 zvečer oziroma malo prav 10 ob 9, no 9 pa še nekaj zaključil z enim tekom. Pač ta tek je bil zgolj s tem namenom včeraj, da sem bila danes kaj pogovarjati, tako da nekaj šlo lahko frišnega. To mi deli, Zdaj, malo ljudi se tako temeljito pripravi na tale pogovor za podcast, kot ti 120 km, 3000 višincev, kaj za božjo voljo ti je padlo v glavo, da si to šel početi med prazniki? Padlo v glavo načeloma nič, ker to je skozi nekje v glavi so te stvari. Tako da ena taka želja, da res ne mogoče dam piko na i letu 2022, ki je bilo zame relativno zanimivo, kar se tiče teh ultraških podvigov. Tako da nekje res sem ga s tem namenom tudi v želji zaključil, pa res je že nekaj časa to v meni tlela, ta želja, da tečem dejansko od doma do vikenda po četrtku. Tako da pa je bil ta pravi moment, Jerica je dala blagoslov in sem se zjutraj zbudil, in šel. Deva tako reči. Povprečni ljudje imajo vikend praviloma toliko daleč, da se do njega ne da teč, ali pa toliko blizu, da se do njega da sprehoditi. Ljudje kot Frank imajo vikend daleč 120 km, tako da nimajo izgovora, da tja ne tečejo. Pogledal sem si tvojo sled, kot da bi si rekel zjutraj, zdaj bom pa jaz iz Vižmari do Podčetrtka prišel v ravni črti, pa naj se mi postavi pred telo in noge, karkoli se že hoče in da je malo piš, ta tvoj podvig trajal je, če se ne motim, koliko? 13? Mislim, da je bilo 15 ur vse skupaj. To je neto čas, tako da ne bo, da je bilo vse skupaj malo daljše, ampak pač dvakrat sem se malo bolj ustavil, tudi enkrat sem se prevlekel, nekaj pojedel oziroma dvakrat. Tako da tej ravni črti je pa čisti slučajno. Jaz načrtujem vse te stvari v Sunto aplikaciji in če se le da, jo ne popravljam. Tako da pač enostavno sem kliknil Tišler ulica 6 in Podčetrtek in kar je Sunto naredil. Nikoli tudi trase ne grem gledati, popravljati, enostavno pač se spravim na njo in grem. Ker mogoče nečem vedel, da gre to lih čez vsak hrib, kjer je pač bilo treba iti, mogoče res kaj tudi po cesti spelo. Tako da začel se je že z Rašico, potem pa ne vem, se pravim, hribov ne poznam, ampak lih čez vsakega šlo, če mene vprašaš. Tako da je šlo non-stop, je šlo gor-dol. Se še do Cerkvice na hribu gor, pa po drug stran dol. In dejansko prideš, če bi šel krog po cesti, ne prideš na isto cesto, ampak pač aplikacija je tako narejena, da se izogiba prometu
da so poti varne in res te pele včasih, ne vem, čez grmičev, samo zato, da se ogneš glavni cesti. No. Je bilo pa super izkušnja, mir, vidiš tisto, kar je v čem skrito, tisto, kar je iza vetrobranskega stekla skrito šoferjem, ne. Od, ne vem, cerkva, ki so nekje, ne vem, komu namen, ampak perci, kot se je tam, ne. Tako da res, lepo je bilo, no, ni mi žal. Tako kot za meno traso do zdaj, vsekakor. Zdaj, ok, to je bil pač stvar, ki jo nisi delal prvič, ne, če se ne motim. Si delal že take podvige, kar dolge, take ad hoc, zdaj pa pojmo, ne, pa na morje, pa prek morje, pa nekaj. Mislim, ja, vse je bilo začrtano preko te aplikacije, vse so bile neki sami se postavljeni izzivi. Se veš, dokazovanje ima oseb, dokazovanje ima v drugim, se to je neka motivacija. Je pa res, poklikali smo marsikaj diagonalo Slovenije, poklikal sem, ne vem, 160 kilometrsko traso pač iz Kranjske Gore do Lipice. Take stvari, no, nekje zmer si naredim sled si naredim zgolj iz tega, zaradi čiste varnosti, pa da imaš nek cilj, zelo težko pa tečem brez ciljno, ne, to se ravno nisem pa še tekel, da bi rekel, sem se obul, zdaj bom pa nekam tekel, ne, to pa ne, no, to mi ne gre pri meni, zelo rad vem, da koliko je, pa če tega na koncu 200 km, pač veš, da je 200 km, in ko pride tistih 200 km, se pač ustaviš, ker je to cilj, ne, to se pravi, narediš tudi metra, pač ne več, ne. Je pa bilo res že ne par teh stvari, no, par teh tras narisanih, začrtanih, tako da se je res v teh, ne vem, 12 ali pa 13 tekaških mojih letih nabrali tega kar nekaj, no. Tako da, ja. No, preden Slovenijo na nogah raziskati je nekaj posebenega, saj verjamem, da zdaj poslušajo ljudje, ki bi se tega lotili, pa si ne upajo. Meni je to simpatično, ker delaš, tudi sam sem kaj podobnega poskušal, ne moče tako daleč, pa toliko, ampak vendarle, nekje si enkrat rekel, da bi rad v par letih obkrožil vso Slovenijo na nogah, je ta projekt pač sestavni del tega, kar zdaj počneš. Ne, to ne, zato če jo hočeš obkrožiti, pa še okrog ne, zdaj, če diagonalo žgeš, jo presekaš, tako da ne. Te projekti moji niso del tega, ne, je izredno zanimiv včasih, no, ko se nekje z avtom peleš, pa si rečeš, tukaj sem pa tekel, oziroma zdaj skozi študiram, ne, škoda, ker ne vodim vse te stvari tako v neki aplikaciji, ki bi stisnil nek enter, ne, pa bi se na tej Sloveniji neka mreža pokazala, je nekje prepredena. Gre pa tukaj za en drug projekt, obkrožiti Slovenijo, ki jo imamo pa še z dvema prijateljoma, no, Daninom pa Goranom. To pa imamo željo v ne vem, 10, 12, 14, ne vem, koliko časa bo trajalo letih, dejansko obkrožiti Slovenijo in zdaj smo nekje na polovici te naše čudovite dežele in vsako leto si zadamo nalogo 100-kilometrskega teka oziroma pohoda oziroma 100-kilometrskega včasih tudi kreganja, kar paše k trem prijateljem, ne, in nam gre dobro, no, nam gre dobro in ne vem, enkrat, ko bomo pač zaključili, pa bomo še kakšno knjigo napisali na to temo, ker zgodb tam je pa res to, kakor se jim kakšno zgodi na kakšnem jadranju, ko grejo, ne, mi pač ne gremo jadrati, ker ne znamo, pa ker rajš pač kakšno na drug način neumnost naredimo, ne. To se sliši še boljš, se pravi, zakaj bi bil skozi doma, pa se kregal z ženo, rešaj s prijatelji na 100 kilometrov, pa se kregaš s prijatelji, a ne? Je, malo se kregaš, malo si zaupaš, mislim, zanimiv, ne, tako, zdaj 3 prijatelji ne vem, v teh 2x24 ur skupaj, moraš se dobro poznati, moraš biti zanimiv je, ne, nista ona dvalih neka grozna športnika tekača, se tudi sam se ne vzvrščam med neke grozne športnike tekači in ko prideš do tistega limita, do popolne utrujenosti, izčrpanosti, tam se začnejo poje stvari res včasih zapletati, včasih dogajati in tam spoznaš bodi si mene ali pa bodi si teh prijateljev ali pa kogarkoli v takem ekstremnem podvigu drugo plat, ne, kaj se zgodi tam, ko veš, da te moti tudi nek trakec na ruza, ko te začne nervirati, ne, tako da res se dogaja takrat, no, res se dogaja, tako da včasih se moraš kar malo v poj umakniti ali pa za kakšen korak dva zaostati.
Kdo pa se je zmislil tega projekta? Bila to tvoja ideja, ste to skupaj naumili na kakšnem pivu ali kaj takega? Zelo spontano je vse skupaj prišlo. Ne pač zadeva je bila bolj narejena s tem da bi enkrat na let šli tako, kot sem rekel, no, eni hodijo jadrati, eni hodijo ne vem kam, mi smo pa rekli, dajmo si en vikend vzeti, fantovski vikend, četrtek štartamo, 2 dni smo v zuni, spimo tudi, pač se lokacijsko najdemo prenočišča, pa pojmo vsak let nekam, no. Za začetek smo štartali pač iz prvi tek naš je bil konec koncev spet od mene, od doma pa do na Primorskem, do vasice Gargar. Drugi let smo šli, sem rekel, daj pojmo za hec v Prekmurje, ne, da se izognemo hribov, ker tam je vse naravnost, ne, da si malo prišparamo, da ni gor dol, ne. No, poj pa res zanimiv, ne, pa smo pa v Prekmurju naredili en krog, pa smo pa, ne vem, besede dala besedo, načeloma vsi, no, 3 smo, tako da noben nikogar namo izpostavljali smo tim in nekako smo krenili potem naslednji spet iz Prekmurja proti Mariboru, iz Maribora naprej in tako da nekje se je pojči sama ideja ratala, želja je bila res skozi po obronkih, po robu Sloveniji in nekje, ne vem, 3. leto smo pa upali na glas reči, dajmo narediti zadevo, da jo obkrožimo, no. In se tudi to konec koncev, še danes, da je prav namen tega ni, ne, ampak pač nek cilj imaš, no. Se pravi, je zelo težko brez ciljno nekaj delam, tako da to je to, no. Da imamo nek cilj, ne, da gremo lepo v obrobu Slovenije in pridemo enkrat na okrog. Pa, ko bo pa odgor prišli, pa še malo diagonale delali, pa sem pa kaj, ne. Do 100 bomo že nekako, do 100 let moramo nekaj početi, tako da poj kaj pa po 100, pa bomo pa videli poj, ne. Po 100, rekel, bomo pa malo počili. To, kar vi zdaj praviš, se mi zdi zelo zanimivo, posebej ta dinamika med ljudmi, stičijo skupaj, pa tudi to, no, mi, ne vem, jaz sem v tekaški družbi, k tečemo skupaj, ne, in včasih gremo na kakšen skupen tek in se je treba pač prilagoditi, hitrejši, počasnejši in tako naprej. Tako nazaj, ne. Zdaj si predstavljam na takem podvigu, ko to počnete par dni skupaj, pa ti si vendar ne mogoče najbolj pripravljen, ostalo da morda ne toliko, če ne delam krivice s tem, ampak vseeno, ne, ali, ko si rekel, pridejo tudi taki momenti, a ti kdaj kdo reče, joj, tepe lahko, ti si tako ultraš, ali pa kaj tazga, ne, ali ste tle ste pač si enotni, da kar se tega tiče, reče, ki mi tega ne priznavata, tako da smo vsi isti, ne, tako da mislim, tudi tako je. To, kar sem rekel, je res, pa tudi enostavno sam napustim, da beseda na to nateče, ker res tam smo vsi isto, veriga je toliko močna, kakor je močen najšibkejši člen, tako da nikoli ni, no, nikoli. Ne vem, 2 momenta sta mogoče se zgodila, ampak pa še ti se bo malo posledica enega rock'n'rolla, tako da fusmo tisto, tako da to pa so stvari, ki ostanejo pač na trasi. Se pravi, boš rekel, da je fajn, ta samo izključno moška družba, pa malo fizičnega napora, pa tudi tičanje skupaj, tudi kot rekel, vaja v potrpežljivosti, v razumevanju sočloveka, v ne vem, še kaj drugega, razen samo tega, da se imate pač 2-3 dni dobro. Vse, spoznavanje, zdaj študiram, nekaj se pogovarjava, namen konec koncev tega je tudi, ne vem, da človeka bodi si njih dva ali pa tiskaj nas malo spremlja, ne, saj fantje pa rečejo, ne, jaz bi šel pa drugle z vami, pač smo zaključena družba, ne sprejmemo nobenega, ne, 3 smo, ko to počnemo, motivacija nasplošno, ne vem, vse tudi te moji podvigi, jaz pa skozi malo tako gledam, motivacija bodi si ljudi, ki me spremljajo, da se da, ne, da nekdo, ki v šoli ni maral telovadbe, ni podrazno, ne, najraje sem sam jetel na koš, pa mrežo za odbojko postavil, pa se je moja telovadba končala, motivacija, ne, da se da, ne, da vsakem mogoče je nekega bodi si športnika ali pa nekoga fizičnega, da greš čez sebe, no. Tako tudi pri njih dveh, ne, vmes je grozno težko, ampak vsakeč, ko zaključimo traso, pod črto, drug dan, ko se zbudiš v nedeljo, rečeš stop, evo, naredili smo, ful je bilo težko, hvala, ker si težil, da pa imamo do konca, da smo stisnili še tistih zadnji peklenski kilometer, ampak, a veš, na koncu, ne, je trud poplačan, ker se telo malo umiri, ker se glava ohladi, no, in vidiš, da kljub temu, da včasih res to traja do 10-11 zvečer,
je zjutraj, ki se, ne vem, spišite bolj malo po takem naporu, zjutraj, ki se zbudiš, rečeš, vreden je bilo, da človek ne odstopne. No, zanimivo je, ta, rekel, družbeni napor v primerjavi z individualnim naporom, ker vendarle, pa znaš zase tudi povedati, da si individualc, da si človek, ki tek dojema kot čiščenje glave in polnjenje duše in kakorkoli, ne verjaj tečeš sam, ta dvojnost v tebi obstaja in v vsaki stvari pač najdeš nekaj zase. Frančišek, Frank, zakaj si začel sploh teči, rečva? Ja, z razlogom. Tako, kot ga ima ogromno ljudi, ki ne teče, rečemo, iz šole ven, ki mu ni tek bil, ne vem, neka stvar, s katero si hotel profesionalno ukvarjati, vsak ima nek razlog, tudi jaz ga imam. Ta razlog je bil, ne vem, nek stil življenja, ki sem ga imel do takrat, do tistega, ne vem, 35. rojstnega dneva, ki si zjutraj in pač na travniku, tam, ko imamo parcelo, zbudiš, pa daš glavo ven iz šotora, pa vidiš, da je za tisto tendo vzun disaster, da ni, kar se ti zvečer zgodilo in si rečeš, ne vem, a hočem to početi, ne vem, še naprej, in si rečeš, mislim, da ne, da je zdaj pa čas, da se zadeva nekje pri 35 letih preseka in je bil res tisti moment, ko sem rekel, nič, dosti je, jaz sem res en čas, šolska leta sem preživel na igrišču, na basketu, ogromno smo, prej sem rekel, da telovadbe nisem maral, šolsko telovadbe nisem maral, smo pa imeli pač prijatelja Zaksa, ki sva vse popoldneve prešpilala bodisi ali na prevrcu ali pa pri šoli basket, tako da je bil nek obdobje, ko smo igrali tisto košarko non-stop, po nek moment, ki ti vse skrb dol pade, ne vem, ti je v lifeu pomemben, ne vem, zgolj zabava, razvrat, ne more biti ne vem kakšen pri 25-30 letih, ki še ne veš, zakaj se gre konec koncev. No, pa se zgodi pa res nek moment, ki pa si reče, zdaj pa dosti tega, kaj sem, bodi si ali kile, ali postava, ali gre v napačno smer, kakor si ga mogoče želel. In je bil nek moment, ki na 35 rojstni dan, ki sem rekel dosti, spravil se nekam. In jaz sem tam zraven mene Šmarno goro, to se pravi streljaj stran. Doma sem imel ene trde gojzarje in sem res na Šmarno goro hodil v gojzarjih. No, ne vem, zakaj, ampak tako se mi je zdelo, da je bilo tisto grozno visokogorje in je bilo treba v gojzarjih gor in je bil moment v gojzarjih gor, v gojzarjih dol, pa spet peš domov. Dokler časa en dan nisem naredil krog na Šmarni gori, pa še po drugi strani dol po gojzarjih tekel do doma. No, še druga stvar je, jaz res človeka, ki sem videl, da teče po naši ulici, sem rekel, ne bom rekel, ne vem, kaj sem rekel, groznega, ampak človek, če nimaš kaj drugega početi, da tečeš, sem rekel, pa dobro je, noro, kako lahko tečeš, ko imam na koncu ulice pač fanta, ki je relativno veliko tekel. In ne vem, jaz sem bil pač v pisarni na delovnem mestu in ga tako vidiš, kako čest men teče, sem rekel, kaj delaš, res. Danes sem res presegel njega, ne vem, tudi samega sebe s tem tekom in zdaj ga razumem, zakaj je pač tekel. Jaz glavo na off, bistriš nekaj za telo narediš, za dobro počutje narediš, konec koncev za bližnjega, da greš teč, prvič te ni doma, drugič prespucam dam, tako, da daš tiste malo travme, tegobe med tem tekom ven. Tako da, in ta tek, dokler časa pač ne priješ do tega momenta, ti je zgolj tek, pa zgolj eno samo matranje. In pa, ko priješ spet do nekega trenutka, si moraš pa sam sebi postaviti nek cilj, da greš čez tisto naprej. In meni je bil tek, ne vem, do pred 7 let izreden napor. Zadal sem si neke cilje, da bi šel vsaj 2-krat do 3-krat na teden teč. Jaz sem tekel od začetka sam, prej sem pač posil v to češčeno skupino Grmada tima, sem tekel sam. In teč sam ali pa v neki skupini je drugačne. In jaz sem sanjal, ponedeljek sem v teku, jaz sem celo noč v torek sanjal, da moram v sredo spet teč. Meni je bil to izreden napor. Ampak nekje sem toliko vztrajal, da priješ čez to stopnico, ki poj
preživiš to, ne, in ti tek poj postane res nek užitek. To so bile res sanje, da je bilo, ne pretiravam, če rečem, da sem po noč se potil zaradi tega. No. In danes sem pa kle, danes pa švicaš poj tamle na 2 stopinjah plusa, švicaš z drugačnim namenom. No. To se pravi, ne potiš se več zaradi težav psihičnih, ampak pač fizičnih, ne, to se pravi napora, ne, konc koncev. Tako da to je neka ta zgodba, zakaj sem začel teči, pač zato, da se človek malo spravi v red, ne, da na starost, da boš zdrav, neko vizijo, da boš zdrav zvedor, koliko boš zdrav pri teh daljših tekih, ne vem, koliko je to bodi si za organizem, bodi si za živčni sistem, pravijo za prebavila, da nič ni dobro, ampak dokaj časa bo šlo, no, ker ne bo šlo, bomo pa pač šli pa s kolesi naprej. Ne. Bom začel pa kolesariti, no. Ker nam mogo več teč, bom začel kolesariti, ker kolesarji, oni se imajo super, ne, on se po klancu dol spusti, pa gre samo. Tako da jaz sem to dostikrat natekel sam pri sebi, ker ti malo dolgčas si rečem, dej bom jaz malo po klancu dol, nehal bom teč, ne, bom noge ustavil, pa če gre dol, ne, samo, pa ne gre samo, se ustaviš, ne. Kolesar, da pa noge je lahko vzrah, ne, pa mu gre 40 ur po klancu. Ne. Tako da začel kolesariti. Zdajle so zdražila vse tisto množico kolesarjev, kdo le posluša. Ja, upam, da se je usul čim več komentarjev, na katere bo pa lahko oba odgovarjala, da po klancu dol je se pelati večja umetnost kot teč in tako naprej. Hecam se, kajpak. Ja, še ena pripomba, mogoče, spoštovana publika, veste, kaj mi je rekel Frank na začetku tega pogovora, da ni tako zgovoren človek, ja, da bo težko z njega kaj izvleči. No, kaj ste zdaj doživeli po 20 minutah, da sem komaj prišel do besede? Ja. Sem te na drugi strani kamere, mi Erica suflira, tako da Poje se lažje, če imaš to dober support, bodi se na tekih ali pa klelejo zadnji na drugi strani kamere, je poje vse lažje. No, dejansko veš, zdaj sem prišel do tega, da malo tečem sam. No, v zadnji, kaj za dobrim podjetjem je tudi nek tim. Ne. A veš, direktor dobrega podjetja, v zadnji je množica ljudi, ki za njega dela, oziroma jaz pravim, delate fantje zase, ne, ampak posledično je nek support, bodi si čistilke, bodi si delavca, bodi si vzdrževalca v tem podjetju, ki potem, ki skupaj potegneš nekaj nata. Tako je pri meni pač Jerica, ki je nekje zmer v zadnji, pa malo žuga, takrat, ki jaz rečem, da nehal, ne pa požuga, pa prav teč. Pravi, odličen support je tisti support, ki te razume, ampak ne preveč, da bi te ujčkal. Ja, mora biti. Dober support te mora poznati v dno duše, v dno tvojega razmišljanja in mora zaupati tvojim sposobnostim. Ne? Tako da te mora res poznati, pa vedeti, kaj si sposoben, pa kje pa mora reči, poslušaj, zdaj pa nekaj. Ne? Ampak se še ni to zgodilo. Tako da jaz tudi, če bi rekla, da nekaj, ne bi nehal. Cilj je zadnji, za ciljno črto. Vrhunsko. Tale, rekel, uvertura v najem pogovoru je bila zelo dolga. Ja, sen moram priobčiti par dejstev o tebi. Dragi Frank, ja, za tiste, ki te morda še ne poznajo tam zunaj, vem, ja, Frančišek na Past je ime, ki vam je nekaj znano, pa ga je potem nikjer ne najdete na nobeni štartni listi, mogoče ja, na kakšnem trailu, na Facebooku prav gotovo ne. Ima več imen, ja, naš Frank je pa Ljubljančan sicer, kar ste že ugotovili, najbrž po dialektu, ja, ki večino časa preživi v domači delavnici, mizarcev na Past v Šentvidu, ja, ostali čas pa preživi, če ne z družino in prijatelji na tekaških poteh v Polhograjcih, na Rožniku, pa v ostalih kuslih okrog Šentvida po Sloveniji, ko ste že slišali, da je znan po svojih ultrapodvigih, ni več skrivnost, ja, pretekel je tako UTMB, ultrabalaton, letos je pa sveži špartatlonec, ja. Pod kakšnim imenom ga torej najdete na socialnih omrežjih, ja? Francesco Mizarjev sin. Sej, Frank, to je najbrž logično. Kako te največ kličejo? No? Si Frank, si Frančišek, si Francesco, kaj drugega? Ne, največ me kličejo Frank, zato ker me v rojstvu še tako kličejo. Načeloma je res moje pravo ime Frančišek, tudi na osebni piše Frančišek. Se veš, ko si mlad, tam osnovna šola ti to zelo naroda, ne, tako da
si zelo vesel, če te ne kličejo Frančišek, ker misliš, da te zbadajo. Vmes v osnovni šoli je bil moj nedim Frakelj. Frakelj pač iz tiste, mislim, da je bila naša krajevna skupnost, je bil nek Frakelj, ki so imeli doma gostilno, ker moja mama je imela doma gostilno in je posledica tega imena sem bil Frakelj celo osnovno šolo, tudi doma mi mama rekla Frakelj, če nisem bil priden. Tako da to, ja, drugač pa Frank, ja. Zdaj na vse tekme se pa prijavljam pač s pravim imenom Frančišek, ker se mi zdi sam ime, zdaj pri teh letih, ki jih imam, to so po 48 izredno lepo imeno. Tako da sem tudi sam zagovornik lepih slovenskih imen, da veš, da iz ovinka v trgovini bo prišel otrok, ne pa pes. Tako da, ja. To. Frančišek, ja, je visoko cenjeno ime, nekdaj tudi pri nas še zdaj spet in vedno bolj slišim tudi za kakšnega otroka, ki mu danejo spet ime Frančišek. Sam papež v Vatikanu si nadel to ime cenjeno, tako da... Me pozval tisto jutro, če sme, pa sem rekel, prosim. Frančišek. Se pa spomnim tistega ponedeljkovega jutra, ki so v Belodani, no res, katerega zaveznika bo vzel, pa so rekli Frančišek, je bilo res, všeč mi je bilo, no. Sej, pač neumen primer, ampak mi je bilo všeč, no, mislim, fajn je, ne. Fajn je, ja, da bom najvišji takoj za Bogom, ja, tudi tvoje ime, tako. Frank, Mizarjev sin, zakaj si Mizarjev sin, tudi vemo že vsi, da pač imaš svojo mizarsko delavnico tudi že dlje časa, kot tečeš, kaj ne? Ja. To je družinska tradicija, tako da to je se začelo nekje leta 1916 v familiji. Začel je stric od mojega dedka, potem dedek, potem moj oče, zdaj sem vajeti prevzel jaz. So bile pa tako, ta delavnica nikoli bila namenjena, kar je od mojih prednikov za pridobivanje neke finančnega plusa, jaz pa pač z zaključkom šole, to se pravi, ne vem, kdaj smo srednjo šolo zaključili, sem pač to zadevo do te mere prevzel, oziroma sem pač prvega zaposlenega vzel, da smo začeli s tem se ukvarjati profesionalno. No. Čeprav oče je izreden mizar, sam nikoli pač delo je pač zgolj zase oziroma za bližnje sokrajane. Tako da, ne vem, zdaj to mizarsko delavnico imam res dalj časa, kakor teče, mislim, da je to zdaj 28 let, vse na pamet govorim, en čas, no. Tako da ogromno izkušenj sem si nabral, tako da je to več ali manj moj način življenja, no, to se pravi moje vse, konec koncev. Jaz ko delavnico pridem, zjutraj se lepo zahvalim delavnica, hvala za vse, kar mi daš, da lahko pač preko nje živiš in preživljaš svojo družino, tako da, ja, odvisen si od tega, no, tako da se moraš do te stvari pač spoštljivo obnašati do tega poklica in znati ceniti, no, kaj so ti dali starši, to vzgajati, furati naprej in nekje, da daš tudi poj nekomu z našim zanancem, da mogoče to prevzame. Bomo videli, s tem se sicer ne obremenjujem, ampak želja se veš pa je, ne, če že nekaj vlagaš, da gre tradicija, škoda bi jo bilo prekiniti tradicija naprej. Dela imaš več kot dovolj, še posebej včasih, ko ročne spretnosti obrtništvo počasi izgublja na popularnosti, pa vendarle potrebe, povpraševanje je izjemno, kako mladino navdušiti recimo za take poklice, je tudi eno vprašanje, ki ga bomo še naslavljali drugič, ampak ja, zadnjič mi rekel, ko se meni za tale pogovor, da imaš dela čez glavo in da bo težko dobiti termin za tole, pa vendarle uspeš tudi potem vse zorganizirati, pustiti delavnico, zapreti dol in iti teč, ali te kdaj vse skupaj preveč za bezeca? Ma ne, vzamem si čas za tekmo, kle ni. Čeprav si ga izredno težko vzamem, ampak si ga vzamem, ker si rečeš pač, jaz izmed tako rečem, po vsej verjetnosti, ko bom umrl, se v življenje na tem svetu ne ostal, ne, tako da enostavno, če me tisti četrtek ne bo, ali pa če me ne bo, ne vem, 2 dni delavnici, bo šlo vse skupaj naprej, ne, promet na Celovški bo potekel dalje, tako da je pa tako, kot so prej rekla, ne, če imaš ti v zadnji nek support nekih ljudi,
ki jim zaupaš, ki jim lahko daš ključe, ki jim lahko daš daljinca od drsnih vrat, od ograje in veš, da bo delo tisto, ko se dogovoriš, dobro upravljeno, lahko greš. Sicer jaz tega ne izkoriščam iz preprostega razloga, zato ker ti kot nek delodajalec, nek nadrejeni moraš biti vzor ljudem, ki jih imaš zaposlene, ne? Tako da ni to pri meni, da bi zdaj jaz tedensko manjkal ali pa ne vem, se zgodi 2-krat na leto, letos izredno leto, ki sem manjkal malo več v delavnici, ampak mislim, da je bilo to prvič, pa po vsej verjetnosti, ne vem, zadnjič, ko greš res težko grem ven, no? Ne da ne zaupam, ampak se pravim, zgolj iz tega vidika, da si ti nekomu vzor, ne? To se pravi, jaz sem tudi prvi priješ, prvi greš iz delavnice, ekipa imam sjajno v delavnici, tako da lahko si potem mirne volje privoščiš to, no? Tako da to je to, no. Zdaj se pravim, če imaš ti vzadnji zaledje zdravo, bodi si v delavnici, ampak kakor sem rekel pri teku, te ni strah iti na pot, ne? Te ni strah stopiti, vzeti nek posel, ne? Ko veš, da nekdo tudi v želji diha s tabo, da ga opravimo uspešno, ne? Si koga v delavnici s svojim zgledom uspel navdušiti tudi za tek, mogoče? Mislim, da ne. Kle so fantje, mislim, tako so, tele fantje so super in tudi preko tega jih izredno cenim, ker so izredno predani svojim družinam. In če bi izpostavljajo družino res kot neko, res imam tako ekipo, no, kot neko vrednoto in jih tudi preko tega cenim in imam rad zaposlene, zato ker jim je družina toliko velika vrednota, da prve oni in potem šport. Tako da nekdo kolesari, ampak zelo vse je na neki rekreativni bazi, ne. Večkrat bolj pogovor nanese na to, da jih spodbudim, da si morajo čas tudi zase vzeti, ne, ker rabiš ti tudi zase imeti čas, pa da daš tudi tiste dvoje otrok ali pa troje otrok malo na kraj, ker konec koncev včasih fajn tudi sebe malo izpostaviti, no, pa dati na prvo mesto, da pač ne pride do izgorelosti, ne. Mogoče si tudi boljši starš pa foter. Ja, vzgled, ne, se je spet konec koncev vzgled v športni luči, ne. Sem vendarle, te pa morda tvoji zaposleni gledajo kaj drugače ali pa mogoče podražijo ali pa čestitajo, ker vejo, kaj počneš, pač ne počneš tih stvari, ki jih vsak smrtnik lahko za konec tedna. Mislim, primerjajo se zmer s tem, da on še, ne vem, določene trase tudi s kolesom ne bi šel, ker je to enostavno preveč, ali pa, ne vem, kolega oziroma sodelavec ima na vikend na Krku, ne, in pač eden izmed mojih tekov je bil eno jutro tudi relacija Vižmarje-Krk, Konobe, tako da je rekel, da ne bo še z avtom včasih predolgo, ne, tako da kaj sem razmišljal, ko sem šel, ne. Pač zjutraj, ko sem šel, sem razmišljal o cilju, med tekom pa, kdaj bom se lahko oblekel oziroma slekel do golega in šel v morje, no, tako da skozi imaš nekaj, ne, je pa zmer tako, fajn je, da imaš cilj, jasen cilj, kaj na koncu, ampak fajn je pa, da si malo tudi po etapah zadevo razdeliš, pa rečeš, dej, zdržim, ne vem, do meje, pa greš malo naprej, tako da drugače te znam malo dol tišati, ampak ja, kot pravim, no, včasih je kakšen še z avtom daleč, ne. Veliko govoriš o ciljih, ki si jih postavljaš, postavljaš si, rekel, kar visoko leteče cilje, si ne samo, goal oriented, ampak a si trmaš človek, ki si nekaj zadaš, moraš to narediti, ali se kdaj znaš tudi pomakniti kak korak nazaj? Ja. Mislim, da kar te prvo, no, da sem kar zelo trmaš človek, no. Zelo trmaš človek, zelo neprinezasljiv, kako je to se, zanesljiv, tako, ja. Tudi do sebe, za ceno tudi mogoče včasih zdravja greš čez to, da dosežeš cilj, začrtan cilj, tako da in tako je tudi, ne vem, v teku, v privat življenju, pač to je karakter človeka, tako da ja, trmas, no, mogoče včasih preveč, če si, ne vem, trmas sem, ja, sem trmas, no, kaj sem zdaj, tudi je zelo nepošteno včasih do drugih, ne, zato da to svojo trmo uveljavljaš v tej meri, da greš na škodo ali pa žalost drugega, ampak pač po horoskopu sem devica in pač je zajeben človek, no.
Ja, pa sta se najdla dva zajebana človeka, ja, ki se pogovarjata. Guilty as charged, ja. Seveda, ne. In vem, o čem govoriš. Ja. Saj z leti se nam robovi malo brusijo, ko se temu reče, ne, saj na enih področjih, na drugih moče ravno kontra. Ampak ja, kot to, kar si zdaj povedal, ne, si moče čist bil idealen material za to, da enkrat greš izven, rekel, ne cone obdobja, ampak rekreativnega tekača nekam dlje. Vem, da si v enem intervjuju dejal, da zate so tekme muka, ker se tam ženeš res do maksimuma, ampak potem pa praviš, da si nekje pa najdu ta prehod. Mene zanima predvsem ta prehod, kje gre človek, ki res trpi na maratonu, pa je vsako leto samo na Ljubljanca, potem onkraj tega, ne, in v tem najde, rekel, poslanstvo, zadovoljstvo, svoje nove cilje. Ja, meni so te tekme res težke, no, zato ker na tekmo, ko greš spet nekim ciljem, da lik zadnji ne smeš biti prvi, itak nikoli ne boš. In tekma je, meni je tekma izreden napor, no, res izreden napor in dokaj časa tista štartna pištolna napoč je z mano na štartni črti ni nič, ne, to se pravi, siten, nekomunikativen poj, med tekmo nekako to zadeva steče, ampak je pa stalno neko bežanje z unim, ki je za tabo, ljubljenje unka, ki je v spredaj, tako da ne teče, mislim, zdaj, če zdaj v tem momentu bi rekel, da ne teče zase, no, ne teče zase, na tekmi ne teče zase, tečeš, zdaj tako razmišljam, vse mogoče, da nisem ta pravi izraz najdel, ampak ne teče zase, ker teče zato, ne vem, to ti sprvo ne boš, to se od tega cilja nimaš, ne tečeš, da preživiš, ne, in vložiš tisto tekmo res tisti maksimum, da se izčrpaš, ne, bodi ljubljanski maraton, jaz nisem hiter tekač, ampak tam se toliko se daš iz sebe ven, da so res to ekstremni napori, no, ekstremni napori, da ne vem, zadnjih 3 kilometrih, da ti mišice dobesedno kipijo, ne, a veš, si rečeš, ne vem, je to vreden, no, in zato je bil poj, ne vem, nek prehod na te moje samostojne tekme, oziroma teke, ki konec koncev, če ne gre, bom odstopil. Enostavno, če ne gre, se slečeš, rečeš, danes pa ne bom prišel do konca in pač odnehaš, ne. Ampak to se nam nikoli zgodilo. No, to sem te hotel vprašati, ko si zdaj rekel, ne. Ja, malo sem napeljal, ja. Tudi tam ne greš, sigurno greš čez sebe, ne. Tako da, ja. Ampak zmer z neko rezervo. Ampak slejko prej prideš do točke, no pa tudi ti si ne boš prišel, ali boš rekel, da ne, oziroma se ne boš tudi pripravljaš na to. Vsak ultraš, s katerim sem že govoril, slejko prej pride do zidu, ki ga ne more preskočiti, preplezati, preteči. Kako ti handlaš s porazi? Se vendarle, ne, so sestavni del tega športa, pa trmas kot si, morda le kdaj ugotoviš, da pa ne bo šlo. Porazi so itak del življenja našega, ne, bodi si poraz privat, bodi si poraz služba, bodi si poraz, ne vem, zdaj, če se pogovarjam pač v športu, športni poraz, ne, zdaj poraz, zakaj sploh človek doživi poraz? Zato, ker si mogoče previsok zastaviš cilj, ne, tako da mogoče malo nižji spustiš neko pričakovanje, pa do tega poraza ne pride. Jaz do zdaj sem samo enkrat odstopil na tekmi, katero sem pač šel, to je bil Balaton, tam je bil pač odstop zaradi mehanske okvare, to se pravi koleno je pač nehalo sodelovati, nisem mogel več prepogant, tako da tukaj je bil ta poraz, ki sem ga doživel res zelo na težek način. Tisti Balaton, prvi Balaton moj, izredna želja, da pridem okrog, izredna motivacija, ker je bil pač res se šliš, ne, Balaton, bodi si v teh tekaških krogih, je težka tekma in pride potem, ne vem, ti 180 kilometer, to se to je še cirka 40 kilometrov do cilja, ki pač 2 kilometra že šepaš in prideš do spoznanja, da to bo trajalo, ne vem, naslednjih 8 ur oziroma lahko tudi 10 ur, kar je, ne mislim, da je še vse v limitu, ampak enostavno si rečeš, nima smisla in odstopaš, ne, in sprejmeš pač poraz, ne, in iz tega poraza poje naslednjič malo te prizemlji, kar je super, ne, ker nisi almighty, ne, in iz tega poraza naslednjo leto, ko sem šel, ne,
rečeš, mogoče treba pa malo bolj po pamet začeti, ne, takrat, ne vem, misliš, da boš, ne vem, da boš, ko si pretekel prvih 40 km, v 3 urah pa pol na maratonu, da boš zmagal, ne, vmes imaš pomislek, to je noro, jaz sem kolega klical po telefonu, sem rekel, Danilo, sem rekel, to danes tako leti, jaz bom zmagal, pizdarja, zmagal, do 50 km, pa je šlo pa samo še nadol, ne, in potem prije pač ta poškodba in odstopaš, ne, in vse veš, kaj to je pa poj, ne, za ego težko, za vse je težko, ne. Tako da so pa porazi, sestavni del življenja in če se ti iz poraza nekaj naučiš oziroma ga vzameš, mogoče, da ti nekdo od vzgoraj nekaj proba na ta način sporočiti, ne, je tudi fajn, ne, da se nekaj nauči z njega. No. Tako da porazi so, tako kot zmage so tudi porazi. Ne. Zdaj, če bi te, to si super povedal, zelo filozofsko podstatjo, kar je poučilo, da vsakega mogoče, se mi tle poraja čisto eno mimogrede vprašanje, iz katerih izkušenj ali pa napak drugih se lahko učimo, katere pa vendarle moramo narediti sami. Vse se ne moramo naučiti iz napak drugih, iz moče fatalnih vendarle, ampak terja pa življenje samo tek pa tudi, ne, določeno mero izkušenj, tudi negativnih, da si lahko boljši. Jaz sem res tip človeka, ki lahko mi govoriš, da se bom spekel, ampak dokaj časa se sam ne bom spekel, ti ne bom verjel. Tako da zelo sem tak tip človeka. No, tako da ali me je oče v delavnici učil deli to tako, da bo prav, ne, moram enostavno probati sam in potem dobiti to izkušnjo, ne, da pač je včasih ta šola, ne, ta šolnina včasih izredno draga, ampak je res, da ne verjamem, dokaj časa se sam naspečem. Res, vzamem na znanje, ampak moram sam priti do tega, da je to neko res napačno ravnanje. Res včasih veš, da na uni strani ni nič drugačne, ampak jaz moram iti na uno stran, da vidim, mogoče bo pa kaj drugačne. Ampak pač ni, ne, vse veš, ne. Svet se vrti že ne vem koliko milijonov let, tako da ne bomo našli tople vode ali pa ne vem, neki zakoni so v naravi, neke stvari so, če plošča na kuhalnem aparatu je vroča, ne oprijeti, ampak jaz se moram prijeti, ne, a veš, mogoče pa je indukcijska, ne, pa kljub temu indukcijska je tudi vroča, tako da vse veš, ne, moraš probati, no, moram probati, res moram probati, sej, če ne bi... Oziroma, Kristina, saj že mama govorila, da z višine se ne vidi vse, ampak moraš to višino, da vidiš, ne, koliko delac se vidi. Včasih si, če ti piruti ne pristrižejo, ne veš, čisto zihar, mogoče tih pa kdaj ne bodo, lepo si povedal. Na stvar me zanima, če bi te hotel popredalčkati, bi ti rekel, kaj je ultra tekač, ultra trail tekač, ultra cestni tekač, ker ti si mišunga vsega, eden redkih v Sloveniji, se mi zdi, ki si v teku, tako UTMB, kot balaton, kot špartatlon. Kam bi sebe dal kot vsestranskega tekača? Doskrat to razmišljam, pa tako mi ljudje pravijo, da si športnik, da sem, ne vem, atlet. Nimam se ne za športnika, ne za atleta. Prva stvar, kar bi rad bil, bi bil dober mizar. To je moje poslanstvo, to je moj kruh. Drugače pa tako, ne vem, enkrat je bil en film Universal Soldier, ne, tak, univerzalni tekač, vse, jaz sam pri sebi, mi zelo paše, ne vem, da me je Šebenik Marjan nazval z nagonskim tekačem, ne. To se pravi, tečem z dušo, ne, s srcem. Jerica mi je rekla, da sem tekač iz naslonjača, to se pravi, ne rabim prej doktorirati z neke trase, jaz se dejansko jo poklikam, drug dan jo grem odteč, ne. Tako da to mi je stvar, ki sem spoznal v sebi, da res, da se zjutraj zbudim, obujem, spakiram ti sruzak, noter dam 2 frutabele in grem, ne, gelov ne jem, teh zadev ne jem, tako da grem res včasih na nič, ne.
In tako, da bi se popredalčkal, kaj sem, ne vem, če bi mogel se popredalčkati, ne, sem univerzalni tekač, ne, oziroma sem pripravljen za preživeti življenje, no, konec koncev. To se pravi, če bi bilo treba, bežal nam nikoli, ampak ne, če bi se bilo treba nekam umakniti, pa poj z neke distance napast, smo kle. To si lepo povedal, ja, borba do konca. Dobra življenjska filozofija, ja. Dober zgled, vendarle, ne. Večkrat omenjaš, že zdaj si omenil v tem pogovoru, grmadarje, pa svetle posameznike te skupine. Kar nekaj sem jih tudi že gostil v tem podcastu. Povej mi, pa vseeno, kako si ti prišel v to sredino, kdo te je zvabil zraven. Vem, da žarite in cvetite, vse ostalo bom pa še pol vprašal. Zvabil me je to skupino naš poglavar, ker smo ga tako poimenovali, oziroma je naš poglavar, to je Sveti Šebenik Marjan, to je alfa in omega te skupine, to je res človek z velikim tiskanim imenom, tako da mi je bilo tudi zelo veliko čast tistega popoldneva, ki je pač rekel, zakaj pa ti nikoli ne prideš k nam, in se spomnim pač momenta, ki se je to zgodilo, in vsakeč, ko grem teč PST, poslikam sliko in jo dam v našo skupino, da tukaj je bil tisti moment. In zelo sem hvaležen za to stvar, tako kot sem se hvaležen za zelo drugih stvari v življenju, ne, znam ceniti, ne, in da si v eni taki skupini, kjer so res noter nabrani, pa ne namensko, ne, to se pravi, ta skupina se je zgodila res iz čiste ljubezni do tega, so se te fante kle noter najdeli, bodisi Macuh Peter, Dare Bavdek, Žiga X Gombač, Marjan Šebenik, Marko Perko, se opravičujem, če sem koga pozabil, ampak res je noter nabor teh tekačev, ki so predvsem ljudje. Ne, to niso tekači, ki ima doma koledarček, pa noter seznam, danes te bo počepet, da bom jutri močen v nogah. To so ljudje, ki tečejo s srcem, ki so srčni ljudje, ne, to se pravi, res nivo višji, ne, to so ljudje, ki ne pišejo blogov, ne, razumeš, ampak to so ljudje, ki tečejo zase, ne. In tako da, ja, bil je en moment, no, kako sem v to skupino prišel, ker sem se peljal po nekih popravkih čez Ljubljano v delovnih cunah in vidim dva tipa, ki tečeta tam po Ramen zaseju. Ura je bila 12, ne vem, torek, sreda, četrtek, jaz sem v glavnem delovnik, ne, zame je delovnik sveto, ne. No, jaz nisem še tečel v 12, jaz bi vozidno slabo vest, pač tak človek sem. Vidim, da tečeta, pač sta bila nepoznana, ne. Ampak mi ni dal srce, da sem se ustavil, pa se rekel, pa ti modela, kako lahko vi tečeta sred dneva, ne, a nimate kaj drugega početi, ne. In je bil med njimi tudi Marjan Šebenik, ki smo se pa mogoče par dni prej spoznala na Pušelcu, ne, ali pa kakšen teden prej, ne, in takrat je pač beseden, pa Žiga X Gombač je bil zraven, no. Jasno, pisatelj, tema je pa itak cajta ne pretek, ne. Šebenik ima pa organizacijo doma tako dobro, da se tudi lahko prevzame, tako da X pa zvečer piše po vsej verjetnosti. V glavnem je Šebenik me pozval, ne, daj pridi kdaj k nam kele pod Grmado, ker se dobimo vsak četrtek, pa bomo kdaj skupaj tekli. No, tako da do tistega momenta sem jaz sam tekel, od takrat naprej, to je pa zdaj 5 let, pač sem pa v tej ekipi noter, tako da, ja, probam čim več fantom dati, ne, tako da si potem nek kamenček v mozaiku, da se poje, da je ta mozaik res toliko veličasten, kakor je, no. No, prav gotovo si rekel, veliko prispeval k tej skupini, saj prepoznavnosti leteno, saj tvoj smisel za humor, tvoji hashtagi recimo so zelo prepoznavni, fotke, morda tudi, ne, pa inštalacije na teh fotkah še bolj, ne. Je vse to tvoje ideje, se pravi, si ta človek, ki se potem v taki družbi sprosti in mu te traparije hodijo po glavi?
Ja, to je pa ta otrok v sebi, a veš, tega imaš ali ga pa nimaš. Jaz mislim, da tega otroka imam, pa mislim, da ga ne bom nikoli izgubil, Bog ne daj kdaj umoril. Tako da, in če te nekdo tako širokogrudno sprejme, ne, v neko skupino, ne, moraš to nazaj vrniti, ne. To se pravi, prvi vrneš z neko poštenostjo, spoštovanjem do vseh teh ljudi, dokler časa jih ne spoznaš, ne, poje, ki jih spoznaš, se pa že kakšnega tudi lahko kdaj prvošaš, ne, tako da, a veš, in tako da, ja, en tak zdrav drug v zdravem telesu je tukaj, no, in na kakšen način to skupini vrniti, to pa na tak način res, da narediš kdaj kakšno objavo, da kdaj kakšnega dvigneš gor, ga omeniš, izpostaviš dodatno, ne vem, da na vseh teh svojih tekih konec koncev jih imaš nekje v mislih, se stalno primerja z njimi, kaj bi naredil pa Peter Macuh. Dostikrat si to rečem, res, kako bi v določeni situaciji naredil Peter Macuh. On je moj namreč zelo velik vzornik, vsi vemo za njegove podvige, vsi vemo za njegovo trmo, ko gre preko sebe in tako da potem to jasno tem ljudem tudi poveš, kako jih ceniš, kako jih imaš po eni strani rad, ne, oziroma ne po eni strani, kako jih imaš rad, ker jih imam rad, ne. So neka familija in so se med nami res stale zelo dobre prijateljske vezi, no. Tako da mislim, so tam tudi fantje na mestu, da se da marsikatero stvar zaupati, marsikdo ti zna kaj pomagati. Jasno, to, kar časa nabuješ, pač tekaške superge, tam pa, ker enkrat so tekaške superge, pa ni milosti, pa je pa vsak četrtek državno prvenstvo. Vidite, ko se dobivate, to je trening na nož, tekma pravzaprav interna, to se koljete, tam ni nekega trimčkanja pa trepljana v rami. Ja, prvi kilometer, pa se veš, pa se pa z asfalta zavije levo na makadam, tam pa Šebenik prav, pali! In gremo, ne, in tam se Max pes od Šebenika spusti z vrvice, Šebenik se spusti z vrvice in res mislim, da je vsak četrtek državno prvenstvo, tako da jaz kakšen četrtek tudi spustim zaradi tega, ker enostavno ne gre, no, enostavno to so fantje, to so žive petarde, no. Ne vem, Šebenik ima vse toliko ene rezerve, da on se ti roga, razumeš, on greš na škrge, on se ti pa nazaj obrača, pa se nasmiha, tako da si rečeš, Madej, a veš, res so to so zame pravi tekači. To je tekač, ki se zjutraj zbudi in gre teč, brez da bo razmišljal en teden prej, a boš tekel, a bo treba teč, ne, to so fantje, ki so v teku skozi, z mislijo, z besedo, z dejanji. Amen, ne. Je potem ta druščina pač tista, ko si pač bil postal del te družine, ki te je še bolj povlekla, rekel, loviti te svete grale, kot so UTMB, Balaton, Špartatlon, ali si to začrtal že prej v glavi, ko si spoznal ta čudoviti svet ultrateka? Ma ne, mislim, tako kot sem prej rekel, če si pri visokih ciljev ne postaviš, potem tudi ne moreš biti razočaran. Tako da jaz prej sploh za določene teki nisem vedel, jaz sem mislil, da obstaja itak samo Šmarna gora pa tam malo naokrog, ne. Tako da potem ti te fantje pač povejo, da obstaja Balaton, da obstaja 100 milistre, da obstaja, ne vem, razne Julijani traili, da obstaja kaj tale, kako je že, Lutne, Lavaredo ultra trail, potem Dalmacija ultra trail, da te stvari sploh obstajajo, ne, in da sploh veš, kako se na teh tekmah obnašati, to sem vse tukaj dobil, jaz sem bil res en tak tekač, bolj tako, malo tečeš, ne, in tukaj so mi dali oni to dodano vrednost, ki sem jo nekako probal izkoristiti in tudi izredno hvaležen za te stvari in tudi oni me za vse te dosežke izredno nagradijo, ne, z nekim priznavanjem za rezultat, z neko ne figo v žepu, razumeš, da te potrprajo in ti dajo veljati, no. Tako da to je potem tudi ta motivacija za naprej, no. Tako da, ja, nisem, res zelo malo teh tekem sem poznal, veliko sem izvedel več ali manj za vse tekme od njih in potem si pa pač jasno postaviš cilj. Je pa res, da na kjerokoli tekmo pa sem šel, pa zelo nerad to povem, tako da jaz to prej odtečem, pa poj povem, ker se slučajno ne ratam, ne ve, veš, tako da, bo pred koliko tekem je že bilo,
ki se niso zgodile. V glavnem res, nisem tip človeka, ki bi prej pumpal en mesec prej ljudi, grem na UTMB in postal, na koncu pogoriš, ne, a veš, in meni to ni všeč, no. Meni tudi tako drugega gledam, pač skozi te oči, da preveč rom-pom-poma za prazen nič. Jaz pač odlomiš in potem poveš, narediš post v skupino, kakorkoli in čakaš pohvale. Pa kudo se nastravi, ali kako. Ja, tako. No, Stravo tvoje sem še malo preklikati. Ja, zelo zanimivo, kar si prej povedal, sam, da polni tle se tudi najdejo, ja, te popolnoma razumem. Poznam ljudi, ki radi pred svojimi podvigi vse objavijo in jim ta, bom rekel, peer pressure pomeni support, oziroma ta pritisk. Po drugi strani smo ljudje, ki raje nekaj naredimo, tako kot smo si sami zamislili, pa se sami ženemo do tja, pa potem recimo mogoče zadeve obelodanimo. Kako pa ti gledaš na Stravo? Jaz sem gledal tvojo Stravo, pa ne objavljaš tam veliko, prej si imel Sunto aplikacijo, tako da niti ne vem, koliko dejansko ti pretečeš na leto, koliko kilometrov narediš, kar eni radi izpostavijo, eni pa sploh ne. Tako ti bom rekel, na Stravi je prav vse. Tako da jaz na leto ne pretečem prav veliko. Jaz mislim, da se zadeva giblje. Letošnjo leto ne vem, če je 1500, lansko leto tudi ne vem, če je toliko. Tako da nisem človek, ki pa zdaj slišim za neke modele, ki pretečejo 4000 kilometrov na leto, kar je zame enormno veliko in tudi iz tega vidika si sam sebi lahko laskam, da z nekimi 1500 kilometri v nogah, da obrneš zjutraj v nek tek, kaj bi še šele zgodilo, če bi na Pasovem Čišček pretekel 4000 kilometrov na leto. Ali pa 8. Mislim, da ga ni, da me nekdo ujame. Tako da, to so še te rezerve, ki pridejo po stotki. Takrat bomo pa zavihali rokave. Ja, potem boš delavnico končno lahko prepustil, pa laufal tudi ob 12. Ne, res, na Stravi je vseeno. Tako da jaz imam 2 športne aktivnosti, katere mi zapolnjujejo konec koncev 4 dni v tednu. To se pravi, to je tek, krožnik, tega še nismo nič omenili, to so krožnike okrog Rožnika, ki je isto z ekipo Grmadarjev, pa še nekaj dodatnih pride na krožnik, pretečemo. Potem drug tek je četrtek Sveta Grmada, to se pravi Tim Grmada. In 2krat oziroma 3krat, kakor če mi rata še v petek, je pa funkcionalna vadba pri Bojanu Šverketu v boksu. Tako da to pa zdaj prakticiram mogoče 4 leta. Da se potem res malo še za sam kor narediš, malo za postavo, konc koncev. Čeprav jaz ne vem, toliko enega vložka je, ampak jaz ga rastem, tako da, ja, ne, pa ne kle, v trebušček, tako da, veš, nekaj delamo vse narobe. Ampak počneš marsikatero stvar, ne počneš tega toliko, si me presenetil, recimo, s svojimi kilometri, 10.500 kilometri, bom komaj maraton prelaufal, kaj šele kaj drugega, ti si recimo s tem prelaufal Šparto, se pravi funkcionalna vadba, tek, vendarle počneš stvari. V nedeljah ne skrivajo še kolo. Se skoraj da že triatlonec. Ne. Je pa res, da sem pa od Jerice oče ima sobno kolo, neko zverino tega kolesa, tako da je bilo pa pred Šparto, pred Šparto sem imel pa, pustimo, zledne težave z noga sem imel, tako da sva tam malo pokompenzirala s sobnim kolesom, tako da tam je pa bilo, mislim, da 14 dni ali pa en teden tistega sobnega kolesa, tako da zdaj sem spoznal, da vem, kaj pomenijo vati, pa da ima kolo prestave, tako da to je pa pedala. V glavnem, res, edino to sem, kar sem po bicikliral, drugače pa te 2 rekreacije sta, to se pravi tek in funkcionalna vadba. Super, ja, super. Preden pride do letošnje Šparte, mi še povej, UTMB si se mogel kvalificirati, biti žarevan kakorkoli, in si ga odtekel. Potem si šel na Balaton, ki si ga tudi že opisal, prvič neuspešno, drugič pa potem tretjič. Malo mi opiši občutke, recimo
100-milskega lazenja po tistih švicarskih Alpah, pa po drugi strani glancene v njih neskončno vročih ravnin tamle na Madžarskem morju. To se pravi, prva stvar, kar bi rad izpostavil, je, da nisem edini, ki sem te 3 podvige sem izvil. Vas je več, ampak zelo malo vas je. Ja. Ne, mislim, da je, Jerica, kako je živimo gospodu ime? Zdravko Čufar je sigurno. Zdravko Čufar, evo, bravo. Tako, on je sigurno, ampak Ja, se pravi, no, njega sem se spomnil, drugega pač še tuhtama. mislim, da, kar je leksikona slovenskega teka, to je Peter Macuh, en dan sem ga na Toško grmado sem rekel, Peter, a sem edini, ko sem pretekel Šparto pa Balaton, pa to prav, ne, nisi še Čufar. Pa je bela, sem rekel, kje se je pa ta najdel, ne, tako da, ampak pa sem šel pa malo pedigre od gospoda Čufarja pogledati. To je kapodolno. To je neskončno, lahko scrollaš, kaj ta gospod vse opravil. Tudi sem spoštovani gospod Čufar, da ne bo kakšne zamere. Tako da za primerjavo, to me dosti kače vprašam, na UTMB ali pa Šparta, obenga ne bom še nikoli več uteč. Zato, ker se vračam na kakšno tekmo na Balaton, se rad vrnem, ampak to sta pa izredno naporna teka, ne. V Bakerec gre za tekmo, to se pravi, moraš vložiti noter res vse in to se pravi, Špartatlon ni zadeva, ki je enostavno ravnina pa teče. Špartatlon se na koncu mislim, da nabere ene 3000 metrov vzpona, ampak to ni ta problem. Problem pri meni pri Šparti je bil izredno velik strog limit, ne. To se pravi, tam imaš limite, katerega moraš v 5 oziroma 3 kilometrih doseči, oziroma pred njim skozi bežiš, no, in tukaj je bilo meni to izreden napor. To se pravi, Špartatlon ima ta prekleti limit, no. UTMB, tam je pa konfiguracija terena izredno zahtevna, nenormalno dolgi vzponi. To se pravi, te dve stvari težko primerjaš, ne, ker to je dan pa noč, ne, ena je cestna tekma, ena je gorska preizkušnja. Tako da oba dva izredno zahtevna in tisti, ki se ukvarja z gorskim tekom, je to vrhunc, ne, to se pravi UTMB, tisti, ki se s cestnim tekom ukvarja, to se pravi z enodnevne tekme govoriva, je pa to pač Špartatlon. Nikoli, sploh tudi pri sebi, da bi razmišljal, da jih med sabo primerjam, neprimerljivo je, posod moraš dati itak vse noter, vsega moraš dati noter. Jaz vem, da sem šel na UTMB, sem s izrednim spoštovanjem pač do te tekme, ker so me fantje na grmadi prestrašili, koliko je ta zadeva zahtevna in greš v nekem krču noter in potem se veš, poj si skozi malo v tem krču, skozi plačuješ, poj zadevo malo za nazaj, če se mogoče previdno nanoteš. Špartatlonisto, ne, spet s nekim strahom greš, ne, Korint, ok, da prideš do Korinta, kaj bo poj naprej, ne. In doma, ko sva z Jerico računala, koliko je povprečen čas, ne, mislim, da sva prišla do 7,8 ali koliko je bilo minut na kilometer. A veš, si rečeš, človek božji, 7,8 minut na kilometer teč, toliko časa, a sem je zmožen tega, ne. In poleg tega letos je bilo ekstremno vroče, saj kar so pravili fantje, ki so že bili tam, to je bilo 45 stopinj na razbeljenem asfaltu, tam, ne vem, izkušnja, da sem na 180 kilometru skoraj da ne kolapsiral, tako da so me z ledom hladili, led za vrat, led za hlače, led povsod, kamor se je lahko zataknil ga in da so me potem spravili na noge in da sem spravil se do cilja. No, tako da izredno zahtevna preizkušnja za UTMB pa prav tako, ne vem, prideš na gor na prelaz, ki ti vse začne zmrzovati, čisto nasprotje temu, ne, to se pravi leden dež, ne vem, spet neka druga izkušnja, ki si po eni strani rečeš, Bog ne daj, da glej gor zmrznem oziroma da se mi kaj zgodi, no. Tako da ekstrem visokogorja, ne, tako da obede tekmi zame čudovita izkušnja, rad predam naprej, vsak mu priporočam, vsak jo je zmožen, ne, vsak, samo pač moraš se lotiti tega, tako da sam zase
ne mislim, da sem nekaj več, ampak pač enostavno samo lotiti se je treba z nekim jasnim ciljem. Če imaš jasen cilj, ti ga bo uspelo izpeljati. Ne? Nekje si dejal, da pri tem teku na dolge razdalje praktično vse v glavi, če se prepričaš, da bo šlo, tako ker se gre izbajte v soboto, zjutraj v dež ali pa v sneg. Pri teh dolgih razdaljah je to najbrž še bistveno bolj pomembno, pa vendarle, ne? Kako se psihično pripraviš na neko šparto? Ja. Izvoli. To v glavi, ta stvar je izredno neverjetna. No? In iz katerega vidika je meni to neverjetna? Meni iz tega vidika, ki imam nazadnje, ki mi padem na pamet, ki sem si zadal, da bom tekel iz Vipave do muzeja te vojaške zgodovine. Ne? To se ravno koliko je to, 60 kilometrov. In si daš to v glavi in sem naredil tistih 60 kilometrov, jaz sem bil toliko crknen, da sem rekel, kako je možno, da jih bom naredil, ne vem, čez en mesec 4-krat toliko, razumeš, ne? Res bi neko znanstveno razlago, jaz se sam je nimam, ampak ne vem, nek Bojan Ambrožič, znanstvenik, ne? On bi to znal nekje povedati, kaj se zgodi v glavi, kako se lahko res človek pripravi na to, da včasih pretečeš, ne vem, 12 ur hrane, na primer, ne? A razumeš, ne? Da si daš v glavo, da 12 ur boš pač tekel, ampak poj tam je konc in tam je v en stikav obrne na dol, off. Ne? In potem si pa rečeš, lih na tem 24-urnim teku v Kranju, prav Jerica, a veš, da moraš ti še čez en mesec dober oziroma 3 narediti še enkrat to. A veš, in res, kje je tisti moment, ne? Kje je tisti moment, ko se ti zjutraj zbudiš in si kot un fjakarski konj, ko vidiš na koncu samo še unga pavc od unga borca, ne, Leonidasa ali karkoli je že bil in veš, da moraš do kje prideti, ne. Zdaj, če so ti pač vetrovi, bogovi in vsi naklonjeni, ne, več stvari gre lahko narobe, samo ena je pa prav in samo ena je cilj, ne. Vse ostalo gre lahko narobe, ne. Tako da, ne vem, jaz pri sebi vidim, da imam res, da se ne vem, kako je ta stvar, no, zadeva je to tako, jaz to melim 3 mesece prej v glavi. Dejansko melaš, vse ta scenarije dam čez, kaj se lahko zgodi, kaj gre lahko narobe. In se ziritiraš do te stvari, da ti meni je letos pri Šmartu enostavno ti začne telo odpovedovati, noge boleti, kolena boleti, vse, kar ti gre narobe, do momenta, ki je štart. Tam priješ pa v nek vakuum, ki ne slišiš nič več, ampak samo greš. Ne? In takrat samo greš, si v svojem svetu in jaz takrat slišim čisto tišino. In ne vem, res, tudi Jerica, ki je bila za support, kapo dol, hvala za vse, ampak res ti takrat ti paše, da imaš nekoga, kaj ti paše, egoistično, ne? Da imaš nekoga na trasi, ampak ti ne paše, da ti je takrat zraven. Sam veš, da je nekdo zraven. In takrat, in jaz, če se od tega Šparte, kar se spomniš, izredne tišine. Ne? In ne vem, odklop, meditacija in šteješ korake, ne? Samo to. In gledaš, da ne boš narobe stopil, gledaš, poslušaš kolena, poslušaš mečne mišice, poslušaš pač telo, ne, cel, pač biceps se tisti moment ne, ker ne služijo, ne, ampak samo te vitalne dele, ki so pomembni za tek, no, to si toliko maksimalno skoncentriran na njih, da si res popolnoma v svojem svetu, ne. In jasno, spopad z neizprostnim limitom, to je bilo pa se pravi, solze, to, ker sem se tam prejokal, pa to je pa itak zgodba zase, no, toliko enih emocij, ne. Med tekom, v cilju pa tudi, če ga ne bilo, ne, ampak je bil, ne. Tako res, emocij pa čuda. Kdaj si pravzaprav vedel, da mi pa ne more več spodleteti, na koncu si imel še pol ure lufta do limita, ampak vendarle, ne, gledal sem spremljal tisto dirko, nekje do 34 ur, limit je 36, je bilo tekačev, ne vem, 80, 90, potem pa v zadnjih 2 urah do limita še enkrat toliko, ne, kot da bi
dejansko vsi, tudi tisti, ki so bili mogoče hitrejši, potem upočasnili, ker so vedeli, da ne bo paratali in se ta koncentracija 100 tekačev potem uri pa pol zgrne v cilj do Leonidasa. Kdaj si ti začutil, zdaj mi pa ne more več poleteti? Dokler časa nisem prišel v cilj, sem bil v dvomih. No. Tako da tudi tam na koncu 10 km pred ciljem, ko smo se z Markom Femcem pa Šenlebom ustavili na sladoledu, ne. Jaz sem rekel, ok, po vsej verjetnosti ni več avtobusa za nami. Ne. In tako rečem, a zdaj ni več avtobusa, ni več limita. Ne. Prav, valjda, da je limit. Sem rekel, človek božji, pa kaj mi tule počnemo, pa res smo tam liza sladoled, ker ne vem, ne Tromostov v Ljubljani, ne razumeš, malo pogledaš po dekletih. Tako ne, res smo si vzeli, sem rekel, in jaz tekel z mislijo, da mi ne bo uspel, sem do zadnjega ovinka na desno, ker sem prišel med publiko, to je tek, ker mislim, da lahko vsak moment nekaj narobe in lej, da te kar zagrab, da ti kolen tudi pove, da to nimaš vpliva, tako da jaz sam se po svoje telo do zadnjega momenta nisem zaupal, ne, tako da niti, zdaj boš rekel 50 km pred ciljem, zdaj smo pa naredili, ni res, 50 km pred ciljem še rabiš 7 ur, da prebrznaš do konca, tako da to je en cel šiht, razumeš, tako da narobe gre pa lahko v momentu, ne, tako da do cilja sem bil v dvomih, a bo uspel ali ne, iz čistega spoštovanja do sebe, do dirke in do tega, da nisem vse mogočno, konec koncev. Pokoriš se dirki, spoštovanja in tudi na cilju, ko sem stal, je bilo samo, da uspe, ne da bo uspel, ampak samo, da uspe. Kakšne emocije ste pa tam prevevajo, recimo, eno je izjemno zadovoljstvo, da ti je uspelo, drugo je pač spoštovanje, tretje je hvaležnost, četrto mogoče praznina, ja, ko si se tako iztrošil, ko si dosegel ta cilj, kaj je samo to zadnje. Ja. Jaz, ko sem prišel v cilj, jaz sem bil popolnoma nečuteč, ne. A veš, doma v pisarni, ko sem sedel, ne, pa ko premlevaš to, ne, ko bom prišel v cilj, bom jokal, bom kričal, bom padel na kolena, bom unga ljubil po tistih nogah, ne vem koga, no. Ko sem prišel v cilj, nobene emocije več od mene. Jaz sem vse te stvari doživel čez tekmo. Jaz, ne vem, na parih momentih, ne vem, 5-krat, 6-krat, 7-krat, ko sem videl Erico z tisto mokro brisačo z ledom, je, a veš, meni so tam solze tekle, ker sem rekel, meni to ne bo uspel, ne, ker je bilo ekstremno težko, ne. To, če ne doživiš, ne moreš vedeti, no. Nekdo na drugi strani, ki vate verjame, pa ti, ne. Ko veš, da si kva, mizar, ne, tako, me razumeš, ne, da nisi tekač, ki bi treniral za to, ki bi si vzel čas za to, ki bi se pripravil na to, da si toliko prepričan vase, ampak enostavno si prišel kot nek, dobro, če kaj prideš, ne, si nekaj naredil, ne, si kvalificiral, samo vsem veš, kje ti je mesto, da po vsej verjetnosti ti med tistimi velikimi imeni ni mesta, ne, in da na momente začutiš, da ti bo mogoče res uspel, ne, in naslednji moment, da se spopadaš s kolapsom, ne, je izredno težko, ne, in se pravi, tako, ker pa vidiš Jerico s tisto brisačo vise in se uvijaš, ne, z ledom jaz sem sam rekel, to danes ne bo uspel, prav bo teč. Jerica je bila nepopustljiva teč, ni bilo druge, bogi Frank, koliko si utrujen, koliko si izdelan, ona je sam rekla teč. In ključen moment, ki se je zgodil, ne vem, 183 kilometer, nikakor nisem mogel priti v eno tako tekaško razpoloženje in tam je Jerica rekla, kdaj boš padel v tisti svoj mud. In za ta svoj mud sem jaz do tistega momenta mislil, da vem samo jaz, ne, in takrat, ko je to rekla, sem rekel, da me res pozna in takrat je šlo pa, no, je stekel. Tako da, se pravi, zato, lej, danes, ne, so večje emocije, kakor so bile, jaz ta tek danes veliko bolj podoživljam, kakor tam v cilju, ko priješ,
kakšen bo rekel, tečeš na vzklikih množice, ki priješ v cilj, res zelo nepomembno. Pomembno je, da si uspel nobenih čustv, jaz nisem nobenih čustv, še Erica me je gledala, kaj zdaj se je ko nični, res način. Poj, ki se zvečer uležeš, pa danes, ki se za nazaj spomniš, danes podoživljaš te stvari in jaz, kakor vem, kakšen zajeban sem, Bog ne daj, da mi ne bi ratali. Tako, kot pravijo, na fuzbalskih tekmah, morajo fantje prespati, pa bojo veseli tudi 3. mesta. Po vsej vrednosti se to res v človeku potem zgodi. Tako da, ja, uspel sem, uspeli smo, fantov nas je bilo 6 iz slovenske ekipe, 5 nas je prišlo v cilj, tako da neverjeten dosežek. Nemcev mislim, da je bilo 80, če se ne motim, pa jih je 20 prišlo v cilj, tako da res Slovenci, res narod, tako kot je tale rekel, kaj je že on iz Kranja, kad 12 ur teka organizira, Bošner rekel, da sem jaz itak toliko zajeban, da prišel do cilja, kurba zajebana, da že prišel do cilja, tako da, veš, poje ti Erica te stvari prebere tam od potjo in si rečeš zase, za druge, za prijatelje moje, za familijo, za otroka doma, za Eričine otroke, ja, veš, poje za vse, da jih ne razočaraš, no, konec koncev, da ne razočaraš sebe, pa ne razočaraš neke otroške duše, ki ti verjamajo, pa ki mislijo, da si nekaj več, pa v resnici veš, koliko si ne, pač. Ampak ja, da jih ne razočaraš. Izjemno podoživeta zgodba, rekel si pa vsem, pač to sem naredil, tja pa me naspravite več živga, ali kako? Ja, edin support je Erici, tako da jaz teč ne bom šel to sigurno ne več. Balaton že ne vem, da bi šel nazaj, čeprav sem tudi lanskrat rekel, ne vem, na katerem kilometru enkrat po noč, ker nisem več vedel, tečem naprej, tečem nazaj, si Erica ni podrazna, da mi še kdaj spustiš na to tekmo, ker je to noro težko, ne. Zdaj že malo navijam, da bi šli pa vseeno malo zaradi otrok, malo na Madžarsk pogledati gor na kočo, ko smo spali, jaz bi šel pomeš še malo teč. Tako da, veš, malo zapakiraš stvari, pa ne. Na Balaton, ne, na Šparto pa mislim, da res ne. To so pač tekme, ki bi jo tudi razvrednotil, če bi šel še enkrat, no, se mi zdi. Res bi jo razvrednotil. To ne ostane, dosegel sem, kljubco sem naredil, želja izpred 10 let ali 12, ker sem šel za to tekmo, ki mi je povedala ena novinarka, je bila želja takrat, ogenjček se je prižgal, zdaj smo ga pihnili in to je to. Frank, kakšen okus ima voda v kranjskem vodnjaku? Ujej, ne vem, če sem jo pil, zato ker sem rekel, ta voda je tako krož, pa prav dobra tudi ne more biti, glede na Gorenjskem mora biti zelo siromašena. Ne vem, če je kaj sploh not, ne, rib ni bilo not. Tisti vodnjak je bil tudi neka pot do cilja, no. Tako da tam tisti dan, vse si bil tam, je bilo tudi izredno vroče, tako da je bil na pravem mestu, no. Tako da jaz sem ga še tudi drug ponedeljek pogledati v delovnih cunah, sem bil v Kranju, sem šel en cel krog, sem se sprehodil pogledati, sem šel v vodnjak, pospravljeno je bilo že vse, tako da vodnjak na mestu, no. Res, je bilo za ohladice, malo zaradi šova, tudi se veš, ne, malo zaradi šova, malo pa zato, da res, da se ohladiš, no. Ja, dokler Frank napast ni pomočil svoje glave v kranjski vodnjak, je ta tekma leta in leta minevala, ko so tekači tekali obnemogli, vroči, preznojeni mimo te vode, ki sicer krožijo, ampak Frank je pa to naredil in zdaj pričakujem, da naslednje leto, ne, bo to kar običajna praksa tudi ostalih. Boš, ja, povej. Je bilo pa še nekaj, ne, je bilo pa tudi namig s strani parih, ne skočem noter v njega, ne, ampak iz spoštovanja do objekta, tega nisem storil, ker to bi bilo, če bi skočil noter, bi bilo nespoštljivo, če mene vpraša, zdaj, če sem se pa jaz priložnostno ohladil tam v njem, ne, izkoristil pač dar, ker je bil tam, sem pač samo ohladil se, ne, tako da ni bilo na koncu, se pravim, upam, da ni to kdo nespoštljivo, za nespoštljivo zdaj bil je pač tam objekt, ki je bil kot za nalašten, da sem se ohladil, ne, tako da vse ostalo je ostalo v spoštljivem odnosu, vsaj upam.
Tista fotka definitivno je legendarna, no? Pa vsi smo na ta način tudi dojemali in gledali, se mi zdi, no? Pa daje pečat tudi sami dirki. Zdaj, ok, nekaj te je videti, kot si že prej omenil, dirke po Sloveniji, pa tudi po tujini, kakšnih trailih se te da srečati na Pušeljcu, na Kranjski gori, še kje drugje. Na take zadeve boš še zahajal, kaj pa imaš še kakšne plane zdaj že za leto 2023? Moja prva tekma, ki je zdaj v letu 2023, je Knap Trail, ki ga organizira Iztok Deželak pa njegova žena Čipka. Tako da na te grem ne iz tekmovalne narave, ampak iz spoštovanja in suporta do pač organizatorjev, ker sta v mojih očeh oba izredno cenjena. Drugače pa nimam nobenih planov. No. Po vsej verjetnosti bo kakšna zadeva iz domačega vrta. Za tekme me pa neki groza ne držijo. Se pravi, tekma mi je napor, pa si rečem včasih pač enostavno tega treba. Šel bom na Pušeljc sigurno. Tukaj je tudi izredno lepa trasa, izredno lepi konci in tudi priznavanje organizatorjem. Pač fantje se izredno trudijo tam in glede na to, na okoliščine, ki so tam, res mislim, da dajo vse od sebe. No? Tako da zaradi te tekme, tako da to bom šel, mogoče, ne vem, še čakaj, kjera se mi je porodila zdajle, se spomnim, pa povem. Ampak ne vem, kaj mislim, da kaj več pa tudi ne. No. Raj bomo kakšno špičili na drugačen način. Če bi kakšen naturščik še želel priti v četrtek na Grmado ali pa torek na krožnik okrog Mosteca, ga sprejmete, medse ga stestirate? Seveda, da ga sprejmemo. Sicer ne vem, če sem jaz pravi naslov za to, ker sem jaz pač tudi eden izmed teh, ki sem prišel naknadno zraven, tako da, ampak vem, da so vsi sprejeti s širokimi rokami, ampak dejstvo je pač noter vlada neka hierarhija, to se pravi, tam se spoštuje tekače, ki so že zdaj noter, prideš potihoma, nisi v glavnem takoj, ko prideš, tako da nek red in disciplina, kljub vsemu, čeprav to včasih ne zgleda, pač je, ne. Tako da, se pravi, imamo poglavarja, ki mora dati nek žegen, ne. Tako da, predvsem prišlekom polagam na srce, da morajo dati v prvem prihodu za pijačo. Ne, ker ta novodobna mladina, ona malo pozabna, neke navade. Ne. Če ti nekam prideš, moraš nekaj dati, ne rečeš, fanti, kaj bomo spili, danes na moj račun, ne, se pije, če si prišel. Ne, ne da prideš, pa čakaš, da ti bo nekdo plačal od pač starejših. Ne. Anekdota izpred let, ne, ker sem še igral košarko s kolegom, z Aksom. Ne. Mi, ko smo igrali, ko so mulca stara 15 ali pa 13 ali pa 16 let, ne, ko so prišli ta stari, ne, to so pravuni, ki so bili, ne vem, stari 18, jaz sem se iz igrišča v trenutku umaknila in jim dala njim prednost. Tega današnja mladina nima več. Ne. Tako da malo so otroci narobe vzgojeni. A ni, ampak narobe. Jaz se globoko strinjam. Ti si generacija, sej po moji to. Se čisto razumeva, dejansko je to res in veliko razmisleka pogovorov je, kakšne vrednote pravzaprav cenijo te mladinci danes, kako jih mi kot stari starši, v bistvu fotri, kaj jim lahko vcepimo v družbi, kjer je tudi, rekel, družbena dinamika čisto drugačna, ker je dostop do celega sveta takojšen, zgledi tudi, kako pa lahko mi tisto, kar smo, kar še vedno so fundamentalne vrednote, če mene vprašaš to, kar si ti rekel, lahko predamo naslednjemu rodu, a rabijo se ti otroci malo odrasti, malo postarati, priti v naša leta, da bodo videli, da so imeli ta stari prav, ali bo pa svet prihodnosti čisto drugačen, kot to, kar mi da zdaj govorijo, ne bo veljalo čisto nič. Kaj misliš? Mislim, to je ena taka tema, ker sem jaz zelo vzgojen na star način in jaz to vzgojo probam prenašati tudi naprej na mojega otroka ali pa na Eričine otroke. Pač nekje jih probaš vzgajati v nekem spoštljivem duhu. No?
tega spoštljivega duha pri tej današnji mladini, pa ne govorim samo moje ali pa Zeričene, ampak nasplošno tega duha več ni, prijateljstva, odpovedovanja, sočuta do človeka. Tega današnji otroci nimajo. Ne? Pač prek tempa življenja so prišli do tega momenta, da so prvi oni, in nasplošno govorim, ne, so prvo oni in potem tudi, če fant zraven nima nič, oziroma da na pol umira, mu ni važna njegova prosperiteta, njegova rast. Pri mene je mama tako vzgajala, Frank, če ne misli sendviča deliti, ga ne je pred drugimi, ga pojdi pojesti na skrivaj. In jaz sem te sendviče, če sem ga imel, ali sem ga delil, ali ga pa enostavno v šoli nisem pojedel. Pač ko sem bil jaz vzgojen. Mislim, da s to vzgojo ni absolutno nič narobe in ne bojo te otroci sveta spreminjali, ker nekaj je vseeno zakoreninjen. To se pravi, neke vrednote so. Če ne pridejo v 20 letih, ko so stari 30, bojo prišle 40, 50 takrat, ko bo on videl, ko bo mogel svojega otroka vzgojiti do te mere, da bo on se strani otroka spoštovan. Če ti boš otroka vzgojil, da tebe ne zna spoštovati, ne bo znal spoštovati drugega sveta okrog sebe. Ne bo znal se obnašati v službi, kar se itak ne znajo nikjer. No. Zato tudi malo na smešen način sem prej povedal, če nekdo pride v neko skupnost, bodi si Tim Grmada, ne moreš biti takoj te glaven, ampak moraš počasi, postopoma se pač pribiti na neko mesto, kjer misliš, da ti je tam mesto. Tako da podrte so zdaj te vrednote človeka, zelo. In preko športa, to je pa tisto, športi pa te vrednote da. Vrednote spoštovanja, vrednote odrekanja, vrednote čakanja na rezultat, to se pravi, da strpnosti, meni je to tek dal, meni je izredno velik tek dal, čeprav se zliš zelo zlajnana, zelo neverjetno, ampak res, mislim, da ti da vsak šport na koncu, ampak meni je dal tek izredne vrednote za življenje, to se pravi odrekanja, čakanja na rezultat, umirjenosti, enostavno, da si potrpežljiv, jasno, kaj boš drugače pri neki 250 kilometrski tekmi, kakor bil potrpežljiv, ker itak hitrej ne moreš teči, ampak enostavno moraš čakati, da boš prišel do cilja, oziroma biti potrpežljiv do sebe, potrpežljiv do sebe, do svojega telesa, ker cilj bo prišel. Sem se hecal na 12-urni tekmi. To je bila edina tekma do zdaj, ker sem bil na tekmi, ker cilj pride k tebi. A veš, tam si se lahko ostavil 12 ur, pa minil si kverec, jaz se ostavim, saj itak cilj pride, ni bilo treba nič delati. Prav na seriji pišu, in sem rekel, da bom do 120, moj motivator, do 120 kilometra, pa sem naredil 120 kilometrov, pa sem se ostavil. Prav, pa delaš? Sem rekel, 120 kilometrov sem jih pretekel. Je rekla, teč. Pa sem jih mogel še 5 kilometrov teči. Ne vem, v koliko času, zadnjih ne vem. Pa to je noro, tako da, veš, tudi njo je treba malo naučiti spoštovanja do starejših. Mladina ne zna. Kakšna je točnica za zaključek pogovora, bravo. Frank, pa prej sem ti rekel, imam še eno vprašanje, bom vprašal zelo zlajno vprašanje, kaj ti je tek dal, pa si mi to vzel že iz glave ven, pa si sam odgovoril na tole za zaključek urce v pol. Briljantnega. Izvoli, Frank, daj. Gospod Šebenik Marjan prav, kaj ti je tek dal, on prav zmer medalje in pokale. Jaz tega ne moram reči, ko imam samo en pokal zdaj iz Peka Logarske doline, tako da vse ostalo so pač te priložnostne medalje, ki jih na koncu dobiš, tako da meni je tek izredno velik dal. Dal mi je tudi mojo drago Jerico, tako da mojo ljubljeno Jerico, tako da tudi to mi je dal tek, partnerko in njene čudovite otroke, tako da tudi zato sem hvaležen njemu tam zgoraj, tako da dati življenje, zdaj pa kakor se v situaciji znaš odvrniti. Bravo. Super povedano, nismo vsi Marjan Šebenik, mi smo ostali smo navadni smrtniki, ki se morajo pa zadovoljiti z drobtinicami. Hecam se. Kaj pak, zdaj si v Podčetrtku na Tišlerjevi, ali kako? Ne, Tišlerjeva je Ljubljana, Podčetrtek je pa v Podčetrtku, je pa ulica brez številke, tako da ne znam, kje sem. Zdaj imamo 3 oziroma 4 dni samo zase in smo samo brez otrok, tako da zdaj ko gasnem, takole, ko bo konc, bo konc. Bo tema. Se pravi, kje boš za novo leto, te ne bom spraševal, kaj boš počenjal še manj. Zdaj,
Še mogoče novoletna poslanica, evo, za vse tiste, ki ne poslušajo, evo, Frank, ti si prvi. Ja, za novo leto, konec koncev, vsem želim strpnosti do sočloveka, prinezanesljivosti do ljudi, spoštovanja do ljudi, vrnimo ljudem človečnost. Konec koncev neke vrednote, ki štejejo na koncu, te več ni, da se te nekdo spomne, se te ne bo spomnil, da si prišel vozil, ampak spomnil se te bo, kaj boš dal širši publiki okrog sebe. Ne? Tako da na ta način treba živeti, ne? Da se te tudi, ne vem, zananci, otroci spomnijo v neki dobri luči. Tako da to je treba začeti danes, mogoče najbolj za letom, ne danes, pustimo leto 2023, danes se treba začeti. Tako tisti, ki se ima namen nekaj kaditi, mora danes nekaj kaditi, ne leta 2023, ta moment. Ne? Tako da, nič, hvala za intervju, upam, da sva dobro tole speljala, tako da zdravja vsem skupaj, lahkih nog naokrog, tako da tisti, ki ima namen se športom ukvarjati, pust kolesarjanje, ne raj teče. Spoštovana publika, kakšno finale sezone oziroma leta po podcastu za Great za tek 128 bo spisalo spodaj. Ja, moj cenjeni gost je bil še drug kot Frančišek Napast alias Francesco Mizarjos in ja, če se v tej uri v pol niste kaj naučili, se ob tem zabavali, pa če vam ni dal kaj zamisliti, ja, pa če ste rekli, pustimo kolo, gremo raje teč, pol nismo nič naredili, ampak mislim, da smo. Frank, bilo mi je izjemno čast in veselje. Hvala ti za tvoj čas, energijo in vse ostalo. Hvala lepa, en velik poklon. Hvala, z Bogom tudi vsem tam zunaj gledalkam in poslušalcem. Se vidimo v 2023. Lepe praznike, srečno novo leto. Začnite zdaj. Dio, Frank. Srečno.